Najlepša hvala in predvsem hvala za povabilo na ta krasen simpozij. Bom kar začela. Mi smo na drugem polu, se pravi bomo spregovorili o najpremožnejših ljubljanskih meščanih in meščankah, ne o najrevnejših. Raziskovanje družbenih in gospodarskih neenakosti v preteklosti predstavlja tako iz konceptualnega kot tudi metodološkega vidika zahtevno opravilo, kateremu se raziskovalci in raziskovalke poskušajo približati s pomočjo različnih prijemov, ki imajo vsi tudi svoje prednosti in jasno pomanjkljivosti. Številne historiografske študije gospodarske družbene neenakosti raziskujejo s pomočjo ohranjenih podatkov o plačevanju nepremičninskih, dohodkovnih in drugih na premoženje vezanih davkov, pri čemer je vendarle treba upoštevati, da je večja ali manjša zanesljivost vira odvisna tudi od morebitnega števila davčnih goljufij, in tu je lahko v Sloveniji velik problem, ter od progresivnosti davka. Družbene neenakosti je tudi mogoče meriti s pomočjo podatkov o poklicnih skupinah in poskusom njihove razvrstitve na družbeno lestvico, ki je vselej časovno in tudi prostorsko pogojena, določena. Oba predstavljena vidika, plačevanje premoženjskih davkov in poklicna struktura, sva upoštevali kot osnovo pri ugotavljanju, katere osebe so okoli leta 1900 oziroma v prvih desetletjih 20. stoletja sodile v ljubljansko elito oziroma med najpremožnejše ljubljanske meščane in meščanke. Podatke o višini premoženjskih davkov, ki so jih v prvem desetletju 20. stoletja plačevali Ljubljančani in Ljubljančanke, sva sicer pridobili s pomočjo posrednega vira, občinskega volilnega imenika za leto 1908. Volilna pravica je bila namreč tedaj vezana na davčne obveznosti. Imeli so jo tisti, ki so posredovali premoženje, bodisi otroci, moški, ženske in tako naprej. Tudi podjetja. V davke, ki so se plačevali vsako leto, so bili vključeni davek na nepremičnine, davek na najemnino, davek na dobitkovino ali pridobnino ter davek na dohodnino. Če so bili trije bratje ali sestre, lastniki iste hiše ali podjetja, so imeli vsi pravico do ene glasovnice. Skupaj so predstavljali enega volilnega upravičenca. Ljubljanski občinski volilci in volivke so bili, podobno kot velja za druga mesta Cislejtanije, razporejeni v 3 volilne razrede, glede na višino davkov, ki so jih plačevali občini. Najin prispevek se osredotoča samo na volilce, ki so plačevali več kot 100 goldinarjev davkov in so se tako umeščali v prvi volilni razred, ter so potem takem domnevno predstavljali najbogatejše davkoplačevalce in davkoplačevalke v mestu. V prvi razred ljubljanskega občinskega imenika za leto 1908 je bilo v prvem razredu, torej tega imenika, je bilo navedenih več kot 750 davčnih zavezancev, za nadaljnjo obravnavo pa so jih upoštevali 704. Izločili sva ustanove, ki nastopajo kot davčni zavezanci, vsečasne meščane, ter zaradi lažje nadaljnje obravnave tudi vse tiste posameznike, ki jih nismo našli v cenzusnih polah. Med temi 704 davkoplačevalci v prvem razredu je bilo 504 moških in 200 žensk. Pri ženskah naj posebej zanimal še stan, saj običajno študije predvidevajo, da so zajetno premoženje posedovale zlasti vdove. V tem oziru so podatki, ki so jih pridobili, mogoče nekoliko presenetljivi, saj v navedenem vzorcu le 80 vdov, 60 samskih žensk, tu imam sicer procente, ena lovčenka, 34 poročenih žensk, medtem ko za 25 žensk žal nismo pridobili dovolj podatkov. Osebe v navedenem vzorcu sva razdelili tudi glede na občevalni jezik na popisnih polah v letih 1890 do 1910. 461 oseb je vseskozi navajalo slovenski občevalni jezik, 209
nemškega, 11 druge občevalne jezike, 23 oseb pa je v popisih navajalo več občevalnih jezikov hkrati ali pa v posameznih popisih različne, naprimer leta 1890 nemškega, pa slovenskega. V nadaljevanju smo te posameznike v našem vzorcu razvrstili po poklicu. Rezultati so prikazani v tabeli, da ne vsega naštevam. Podatki potrjujejo nekako predhodne ugotovitve o socialno-ekonomskih značilnosti ljubljanske elite na prelomu stoletja z uporabo klasičnega razlikovanja med intelektualno in gospodarsko elito dobimo 64% davkoplačevalcev, ki so nekako se prištevali za pripadnike gospodarske elite, torej med njimi so bili poslovneži, menedžerji, rentniki in tako naprej. Precejšnje število, 25% je bilo pripadnikov tistih, ki jih lahko imenujemo intelektualna elita. To so bili razni odvetniki, zdravniki, sodniki in akademsko izobraženi javni uslužbenci. Dejstvo, da je v vzorcu veliko število malih, tako imenovanih delovnih lastnikov, gostilničarjev, prodajalcev, obrtnikov in veliko posameznikov, ki so delali v javnem sektorju, ter ne nazadnje tudi hišnih ali sicer posestnikov, potrjuje trditev o tem perifernem statusu Ljubljane in počasnem tempu modernizacije v mestu. Posameznike in posameznice v vzorcu smo v nadaljevanju tudi razdelili na podlagi, se pravi, smo v nadaljevanju poskušali razvrstiti na hierarhično urejeno družbeno lestvico, pri tem smo se oprli na klasifikacijo HISCO in HIS-klas. HIS-klas je mednarodna zgodovinska razredna shema, ustvarjena z namenom, da bi omogočala lažjo primerjavo družbenih razredov med različnimi obdobji in jezikov. Se pravi, ta mednarodna komparacija je tu bila v ospredju raziskovalcev, ki so to razvili. Povezana je z mednarodno standardno klasifikacijsko shemo za poklice HISCO. Pri razvrščanju družbene razrede HIS-klas upošteva razločevanje fizičnega od intelektualnega dela, strokovno delo od nestrokovnega, lastniško od nelastniškega in vodstveno od nadzorovanega strani nadrejenih oseb. Rezultati, ki jih tako dobimo, v grobem potrjujejo zgoraj navedene trditve o tem položaju Ljubljane, saj v najvišji razred se tako umeščale 35% predstavnikov njene elite, medtem ko jih kar 25% sodi v dokaj nizek 4. razred 12-stopenjske lestvice. Pri tovrstnem presojanju s pomočjo HIS-klas lestvice treba seveda upoštevati res številne metodološke omejitve, zaradi katerih je zgoraj predstavljene rezultate potrebno brati z veliko mero previdnosti. Čeprav je tovrstni metodološki pristop zanimiv zaradi te mednarodne komparativnosti, kode HISCO in HIS-klas namreč težko apliciramo na bivši habsburški prostor. Prvič zaradi preskromnega števila doslej opravljenih historiografskih raziskav, ki bi omenjeno klasifikacijo uporabljene za poučevanje poklicnih skupin. Drugič, sicer malo številne študije, ki so bile na ta način opravljene doslej, ugotavljajo, da so HIS-klas oznake le do določene mere uporabne za naš prostor, za branje bivše avstro-ogrske poklicne in družbene strukture. Recimo ena od tovrstnih raziskovalk je dr. Lancinger iz Avstrije. K temu je tretjič potrebno dodati tudi še številne metodološke težave, ki smo jih sami zaznali pri razvrščanju po teh kriterijih. Z veliko težavo smo na primer kodirali številne davkoplačevalce, ki se v cenzusnih poljah in drugih virih omenjajo samo kot Hausbesitzer oziroma ta zemljiški oziroma hišni posestnik ali celo kot zasebnik.
Tak problem se je pojavil zlasti pri ženskah, jasno v vzorcu. Po his klas bi slednje v vseh primerih označili kot te lastnike in jih umestili v prvi razred, vendar iz drugih virov lahko razberemo, da so med njimi obstajale velike statusne oziroma premoženjske razlike. Nekateri so sodili v skupino večjih zemljiških posestnikov, celo graščakov, medtem ko so bili drugi le umetniki manjših hišnih poslopij, ki so jih dajali v najem. In tudi raziskovalci iz drugih geografskih območij, naprimer španskega, so opozorili na problem neupoštevanja torej tega kapitala pri kodiranju v hisko poklice in pri razvrščanju na his klas lestvico. Zaradi česar je omenjena klasifikacija se je izkazala za slabo uporabljeno zlasti pri teh najvišjih slojih. V vzorcu je bilo zaradi specifičnih verjetno razvojnih značilnosti Ljubljane, kot že omenjeno, veliko število teh majhnih delovnih lastnikov, čeprav so bile tudi med njimi, kakor si lahko predstavljamo, pomembne statusne in ekonomske razlike. Pri tovrstnih primerih smo končno his klas oznako potem določili s pomočjo podatkov iz drugih razpoložljivih virov, recimo ravno iz cenzusnih polj, s pomočjo števila sob v stanovanju, podatkov velikosti in gospodarske uspešnosti podjetja in tako naprej. Tako da to je recimo ta slika, ki jo dobimo nekje pred Prvo svetovno vojno, zdaj pa prepuščam besedo Ireni za to, kar se zgodi kasneje. Torej, sama bom šla naprej, bomo šli na zelo konkretno primerjavo. Torej, kot boste videli, me primerjamo, kaj se zdaj s to elito zgodi. Torej, pred Prvo svetovno vojno, kakšno je stanje in kaj se potem s tem istim vzorcem iz leta 1908 zgodi po Prvi svetovni vojni. Torej, kot vidite, pred vojno prevladuje v mestu ekonomska elita, 25%, torej približno je intelektualne elite in pa dosti velika, tale razred zasebnikov, ki ga je že omenila Ana, oziroma posestnikov. No, mogoče tukaj omenim še to, da če pogledamo recimo to odločanje v teh popisih prebivalstva za jezik, torej občevalni jezik, je tudi zanimivo, da v tem ekonomskem razredu torej je kar precejšnji del slovensko govorečih. In da pravzaprav tukaj se kaže, da ta slovenska skupina v tej ekonomski eliti ni bila tako majhna. Tako da vsa ta jambranja, ki jih lahko preberemo v spomenih različnih slovenskih politikov in pa različnih koledarjih, če bi imeli Slovenci toliko narodnih tovarn, koliko imamo pisarn, v katerih delajo odvetniški uradniki in drugi, to bi bil bogat narod, vidimo, da to tukaj samo pravzaprav do neke mere drži oziroma sploh ne drži. In tukaj se pravzaprav lahko samo strinjamo z ugotovitvami torej, profesorja Cverna, ki v eni izmed svojih študij tudi se ukvarja s tem vprašanjem. No, potem pa vidimo, kaj se zgodi pravzaprav po vojni. Po vojni, vemo, torej začetek, torej ustanovitev nove države, povsem nov politični okvir in pa zlasti velike migracije nemškega prebivalstva iz mesta. In posledično lahko vidimo, kako se pravzaprav spet poveča delež ekonomske elite in zmanjša delež intelektualne elite, kar nas pravzaprav lahko pripelje do ugotovitve. Zlasti tukaj, ko gledamo pravzaprav še to bolj konkretno, torej kdo se je iz mesta izselil, da so torej v glavnem zapustili mesto torej pripadniki intelektualne elite, torej uradniki, po nekaterih ocenah naj bi se takrat iz mesta izselilo približno 30,000 Nemcev, zlasti uradnikov, in tukaj se vidi, da to v veliki meri pravzaprav resnično storijo prav oni. Kljub temu, da recimo se v mestu pojavljajo v slovenskem časopisju ugotovitve, da se je izselilo samo da so se izselili torej samo 4 Nemci, vidimo, da to zagotovo ne drži že po tem našem vzorcu. Hkrati pa seveda kraljevina SHS pomeni nove priložnosti v gospodarskem smislu. Razvitih je približno 50,000 novih delovnih mest in nemški podjetniki se presenetljivo hitro pravzaprav prilagodijo tem razmeram v mestu in v mestu tudi ostanejo.
zanimivo je tudi to, ne, da je precejšnji delež zasebnikov tistih, ki zapustijo mesto po prvi svetovni vojni, in v teh primerih gre v glavnem torej za starejše ženske, ki se pravzaprav preselijo k svojim otrokom, ki živijo v Avstriji. No, potem pa gremo naprej na nacionalno strukturo elite, torej tudi pa ta homogenizacija Ljubljane, ker smo se pravzaprav vprašali tudi v smislu te nacionalnih struktur, kakšne spremembe se v mestu samem zgodijo. Torej, mi smo uporabili pravzaprav dve metodologiji. Eno metodologijo, po katerem smo iskali to osebno identifikacijo z določenim ali nemškim ali slovenskim društvom, in pa pravzaprav drugo metodologijo, kjer smo iskali pravzaprav čisto preprosto, koliko oseb se je v popisu prebivalstva odločilo za posamezen jezik, torej za jezik občevanja. In tukaj se lepo vidi, da v tem našem vzorcu iz 1908 pred vojno je precejšnji delež torej tudi nemško govorečih oseb. Mi tukaj, če vzamemo nek splošen popis prebivalstva, vidimo, da je nemško govorečega prebivalstva bilo 14% v mestu iz leta 1910 in da je tale delež v tem vzorcu pravzaprav nemško govorečega precej večji. Po vojni se torej ta delež nemško govorečega prebivalstva zmanjša. Če tukaj pogledamo še mehen bolj natančno, vidimo, da se kar pravzaprav nekaj oseb izseli, torej zlasti v Avstrijo. Kar je zanimivo, da se v Avstrijo ne izselijo torej zgolj tisti, ker bi konstantno našli torej odločitev za nemško govoreči občevalni jezik, ampak sam med temi primeri tudi recimo dva, ki se odločita za slovenski jezik pred začetkom prve svetovne vojne in se potem izselita iz Avstrije. Precej nemško govorečih pa se izseli ne zgolj v Avstrijo, ampak recimo tudi v drug kraj v kontekstu Kranjske. In tukaj recimo lahko govorimo o vitezu Šoplu Antonu ali vitezu Lašanu Viljamu, ki sta recimo bila v predvojnem obdobju navdušena člana nemške stranke, potem pa se seveda zgodi ta velik prelom, torej razpad Avstrije, ustanovitev nove države in se izselita v grad na podeželju, ker si lahko predstavljamo, da v miru razmišljate o tem, kaj se je pravkar zgodilo in se pravzaprav umakneta v zasebnost, politično življenje jih več ne zanima. In tole, nekakšen delež pravzaprav tega nemško govorečega prebivalstva najdemo, je še vedno pravzaprav tudi v tem vzorcu še vedno precej visok. Namreč mi moramo vedeti, da 1921 po popisu prebivalstva ne bi bilo v mestu 2,5% nemško govorečih ljudi. Tukaj je pravzaprav ta delež še vedno precej višji v tem vzorcu. In mogoče še tukaj, za 30 leta, torej naredili smo tudi približno analizo za 30 leta, ker se pravzaprav pokaže, namreč 1931 je narejen še en popis prebivalstva, kjer sprašujejo po maternem jeziku in se pravzaprav pokaže, da je ta, bi lahko rekli, nemška skupnost v mestu pravzaprav kar precej močna, oziroma zelo malo primerov asimilacije. Recimo 29 primerov je takih, kjer je nemščina stalno navedena kot občevalni jezik pred vojno in leta 1931, 6 primerov je takih, kjer pa se ta nemščina spremeni v slovenščino in tukaj gre v glavnem za primere oseb, kjer so recimo očetje ali pa matere se odločili za slovenski jezik v teh popisih prebivalstva. Tako da nekaj primerov pa jasno nismo našli vseh podatkov, tako da jih ne moramo tukaj klasificirati, vendarle pa se zdi, da je da to odločitev za nemščino precej igrala vlogo pravzaprav tudi socialni položaj posameznika. Da recimo v revnih slojih se ta asimilacija dogaja precej bolj intenzivno, oziroma je ta pritisk popisovalcev, ki izvajajo popis, bil precej močnejši. Tukaj sem jaz preskočila še en slajd, pa mogoče samo na hitro, da tukaj se pokaže, da tudi po His Class lestvici se
potrdi, da je največ izseljenih med izobraženci in pa visokimi menedžerji, manj pa med posestniki in še manj med tako imenovanimi delovnimi lastniki, torej med gostilničarji in obrtniki. In tukaj se pravzaprav lepo vidijo, da tisti, ki imajo neke mednarodne povezave, so bolj vpeti v nek prostor, pogosteje zapustijo mesto. No, tukaj še nekaj teh, ki so se odločili in se potem opredelili za slovenski jezik 1931. leta. No, če torej sklenemo, zdi se, da se zagotovo ta sestava politične elite po letu 1918, ko se torej konča Prva svetovna vojna, zelo spremeni. Torej, pravila politične igre se spremenijo in to zelo močno vpliva in zaznamuje politične elite v mestu. Zlasti politične elite v predvojni Ljubljani, ki so bile bolj nacionalno diferencirane, bolj heterogene, postanejo v povojnih letih bolj enotne. Nasprotno pa velja za torej gospodarsko elito. No, ta gospodarska elita pa pravzaprav se zelo dobro, nemška poslovna elita se zelo dobro prilagodi na nove razmere v mestu. Mi moramo vedeti, da 1918 je pravzaprav bila nacionalizirana zgolj ena tovarna, to je papirnica v Vevčah, pa še tam potem krožijo sicer po časopisih kritike, da se tam nemškuterstvo še vedno dogaja. Seveda pri tem moramo tudi to malce zadržki gledati, ker takrat seveda velika naperjenost proti Nemcem. No, drug tak sklep bi bil, da torej so najbogatejši sloj Nemcev v Ljubljani je manj izpostavljeni asimilaciji kot revnejši sloj prebivalstva in pa da so ekonomski razlogi, družinske razmere, socialne razmere do neke mere torej tudi vplivale na izselitev iz Ljubljane. Torej, hvala. Hvala. Hvala za izčrpno statistično analizo.